Slovenska reprezentanca v odbojki sede je znova navdušila, v Srebrni ligi narodov prišla do srebrne medalje in zato smo povabili v našo družbo Matica Keržana, podajalca reprezentance. Matic, najprej čestitke, vidimo pokal, vidimo medaljo. Kako je potekal turnir? Najprej hvala lepa, čestitke vsem, hvala vsem, ki ste navijali za nas. Turnir je potekal zelo dobro, sama organizacija je bila na vrhuncu. Ekipe so prišle vse na ta turnir željne zmagati. Mi smo prvo tekmo odigrali zelo dobro in smo začeli za zmago 3-1 proti domačinom. In to nas je zagnalo naprej za ponove zmage. Kar se tiče domačinov, Italijani so bili naši tekmeci, tudi v finalu Evropskega prvenstva. Ste se kaj pogovarjali tudi o samem Evropskem prvenstvu v stoječi odbojki? Definitivno je padel revanša na nas. Moram reči, da na prvi tekmi so bili tako Italijani kot mi zelo prestrašeni. Se pravi, to je bila tekma vseh tekem za Italijane proti Sloveniji. Mi smo bili pa s tem občutkom smo šli v tekmo, da jih je treba premagati, treba je pač pokazati, kdo je v sedeči odbojki, kraljuje trenutno. In to, mi smo proti njimi prvi set zgubili. Zgubili smo ga samo zaradi tega, ker nismo bili osredotočeni in toliko na igro. Potem nas je pa gospod trener Branko Mihorko pripravil do tega, da je pač rekel, da se umirimo in smo potem tekmo zmagali 3-1. Potem pa v nadaljevanju še nekaj odličnih predstav. Samo Madžari so bili tisti, ki so s tekmo življenja, lahko rečemo, odvzeli skalp Sloveniji. Ja, tako je. Mi smo v ta turnir smo prišli s tem, da vidimo, kaj nam še manjka trenutno za Evropsko prvenstvo, ki bo oktobra v Turčiji. Moram zelo pohvaliti timski duh. Iz tekmo v tekmo smo napredovali, iz tekmo na tekmo smo jačali svojo moč, pokazali smo vsem tekmecem, da nismo lahek zalogaj. Tudi videli smo v tekmo, kaj nam gre narobe in to iz tekmo v tekmo tudi popravljali. Tukaj treba pohvaliti tudi naš strokovni štab. Trenutno smo dobili tudi novega pomočnika, trenerja, vodja reprezentance Darko Đurića. Tudi sam ima veliko on izkušenj z velikimi tekmovanji, z evropskimi svetovnimi in olimpijskimi igrami, tako da nam tudi on je osebno par stvari povedal, tudi nam dal par napotkov, kako se umiriti, kako se pripraviti tekmo. Tako da fantje smo definitivno stopili skupaj in premagovali tekmice. Kar se tiče Madžarov, je bilo pa tako, da Madžari so resno odigrali najboljšo tekmo vseh časov, kar sem jih jaz trenutno videl, ampak to je bil, za mene je to dobro zgubiti tekmo, da vidiš potem v videoanalizi, kaj je narobe in da se pripraviš maksimalno za Evropsko prvenstvo. Vsekakor zdaj je malo časa za Evropsko, sam si že dejal, da ta poraz tudi morda v boljšem času, kot pa da bi se zgodil na Evropskem prvenstvu. Kaj mora Slovenija narediti, da pride v tisto zlato ligo narodov na najvišji nivo? Definitivno nas zdaj čaka Evropsko prvenstvo. Na Evropskem prvenstvu bomo prvič po 20 letih videli, kam Slovenci spadamo ponovno. Je to mlada ekipa, je to ekipa, ki je željna zmagati, je to ekipa, ki se bori za vsako žogo, za vsako piko. Trenutno mora biti Slovenija med top 8 v Evropi, da lahko pride v zlato ligo, ampak vse počasi s časom. Najprej bomo odigrali Evropsko prvenstvo, da vidimo, kam spadamo. Borili se bomo ko levi. Hvala tudi vsem navijačem, hvala tudi vam, ki nas spremljate in nas podurite do svojih zmag, in hvala tudi vsem sponzorjem, ki nam to omogočajo. Kaj pa še bolj tisti cilji v prihodnosti, kolikor se mi vedno pogovarjava, je največji cilj jasno Paralimpijske igre? Ja, v moji glavi in tudi mislim, da v glavi mojih soigralcev je Paralimpijske igre, ampak vsi dobro vemo, da je dokaj je še trnova pot, ki jo moramo pa pač skupaj kot ekipa premagovati. In verjamem v naše fantje, verjamem v našo slovensko reprezentanco in verjamem v naš strokovni štab, da bomo pripravili do tega, da bomo nekega leta prišli tudi mi na olimpijske igre in pokazali v celem svetu, da znamo igrati to sedečo odbojko tako dobro, kot jo znajo igrati trenutno najboljši na svetu. Evropsko prvenstvo, torej samo še morda kratka napoved, kaj je želja, se čez dober mesec spet tukaj pogovarjava, morda s kakšno nagrado, tudi individualno?
Definitivno nam je želja, da pridemo med top 5, top 6 v Evropi. So možnosti veliko odprte z našo igro, ki jo znamo igrati, in to je naša hitra, močna igra. Nismo visoki igralci, nismo tako v igrani igralci, kot so druge ekipe, ampak smo pa definitivno, kar se tiče ekipno, zelo povezani, pa tudi zelo mladi smo, se pravi, smo zelo ukretni in zelo hitri. Upam, da se bomo pogovarjali še o kakšni nagradi na tem Evropskem prvenstvu. Sam bi pa želel mogoče postati najboljši podajalec Evropskega prvenstva. Če mi bo pač to uspelo, mogoče zdaj bi bil najbolj vesel, ampak če mi bo pa druga leta to uspevalo, bom pa valjda za vsako nagrado jo sprejemam z vsemi rokami. Vsako bomo tudi z veseljem tukaj pokazali. Matice, kje bodo lahko navijali za vas? Za nas bo lahko navijali, mislim, da na spletni strani Paravolej Evropa, se pravi, tam bojo vsi prenosi bojo vrhunsko organizirani, tam bo veliko kamer, se pravi, ne vem, koliko kamer bo snemalo, se pravi, vsako tekmo. Navijajo pa tudi lahko, se pravi, v Turčiji, Antalija se imenuje, Kramer se je tako veliko, kot neko mestece je tam. Bomo v balončku, žal je za gledalce to malo drugače. Če bo gledalec prišel kaj gledati, potem ne bo smel ven iti iz tega balončka. Se pravi, mora biti tam 10 dni in to je to. Jaz bi pa pozval vse, da gledate, da nas podpirate, da boste bili z nami na Evropskem prvenstvu. Hvala. Matic, hvala. Vsekakor bomo stiskali pesti v oddaji Zmorem, pa bomo tudi poročali o dogajanju z Evropskega prvenstva. Hvala.